Jaz moram reči, da sem vesel, da smo v naši regiji na Celjskem uspeli ustanoviti regijsko destinacijsko organizacijo pred nekaj leti, da smo po porodnih krčih prišli do tega, da smo strani občin, strani gospodarstva v največji meri znali združiti moči, dati participacijo pri konkuriranju za sredstva za delovanje te naše regijske destinacijske organizacije. Skratka, gre za to, da smo z ponudbo v naši regiji na tako visokem nivoju, da moramo pač to, kar počnemo, v večji meri znati predstaviti in prodati v Sloveniji, v večji meri predstaviti in prodati v naših okoliških regijah in pa tudi na daljnih trgih. In znotraj vsega tega ocenjujem, da je pač pomembno, da znamo pač pri predstavljanju tega, kar počnemo, vsi ti različni subjekti tu pa tam stopiti tudi skupaj in na nek način kot enotna ekipa delovati s ciljem, da to našo regijo promocijsko in pa prodajno pripeljemo na en višji nivo. V turizmu je treba povedati naslednje, da smo v Sloveniji do zdaj prišli do nivoja 2 milijard prilivov od tujskega turizma, da imamo zaposlenih 40 tisoč ljudi, da imamo sprejeto novo strategijo, kjer pač želimo v naslednjih 4 letih ta promet dvigniti na 3 milijarde in tudi število zaposlenih na 45 tisoč. Vse to pa lahko naredimo le, če bomo v večji meri vse to, kar počnemo, prodajali na tujih trgih. Ne gre za to, da bi ne želeli biti uspešni tudi na domačem trgu, ampak vse kapacitete, ki jih imamo, pač zahtevajo, da vse to, kar smo naredili, prodajamo tudi zunaj. Če hočemo biti uspešni na tujih trgih, pa bo potrebno občutno več vložiti v promocijo. Seveda tukaj na prvem mestu mislim na Slovensko turistično organizacijo, ki bo od novega leta delovala v združeni agenciji, ki se bo imenovala Spirit. Seveda pa bo svoj del pri tej nalogi morala prevzeti tudi naša regijska destinacijska organizacija za naše področje. V vsakem primeru pa mislim, da bo tudi v naslednjem obdobju še vedno prihajalo do raznoraznih investicij v hotelske in pa ostale kapacitete, ampak ta strategija, ki je narejena, je možno oziroma njo je možno realizirati z tem, kar že imamo. To pa ne pomeni, da ne bo ambicije turističnega gospodarstva, da bi se pač investicijski ciklus na tem področju nadaljeval. Ne gre na hitro. Zdaj še naprej bo vsako podjetje odvisno od tega, kako bo samo prodajalo vse te zadeve, ampak na dolgi rok pa bomo vsi skupaj imeli rezultate korak po korak.